Da se bo začela gradnja modularnega prizidka ob obstoječi že večkrat dograjeni osnovni šoli Preska, je občina Medvode načrtovala že bistveno prej, ne šele sedaj ob koncu leta. Gre za to, da smo mi že v bistvu januarja imeli pripravljeno projektno razpisno nalogo, da v bistvu celoten razpis oddamo izvajalcu, ki bi upravil tako projektiranje kot tudi samo izvedbo gradnje in pridobil uporabno dovoljenje za ta prizidek. Nažalost ponudb nismo prejeli, tako da je bila odločitev, da gremo najprej v projektiranje, sami pridobimo gradbeno dovoljenje in pa potem sami tudi gremo naprej v gradnjo. Sredi leta je občina Medvode torej morala ponoviti javno naročilo, pri katerega je želela pridobiti tokrat ne le enega samega izvajalca za to naložbo, ampak dva. Enega za gradbena in obrtniška dela in drugega za izvedbo same modularne gradnje. Tokrat je imela nekaj več sreče, na vsak razpis se je namreč prijavil po en izvajalec. Pa se je pri enem spet zataknilo, pa so postopek morali v tem delu ponoviti. Konec oktobra je občina Medvode pridobila tudi gradbeno dovoljenje. V bistvu trenutno se pač dogajajo gradbena dela, ki jih izvaja izvajalec Razvojni zavod d.o.o. iz Trzina. Gre za dela v višini 86.000 evrov, gre za prestavitev elektroinštalacij, prestavitev meteorne in fekalne kanalizacije in pa postavitev točkovnih temeljev, na katere se potem postavi same module. Za modularno gradnjo je bil izbran izvajalec Trimo MSS iz Trebnjega, ki bo na te točkovne temelje postavil 10 zabojnikov dveh različnih dimenzij. Sam objekt bo velik približno 180 kvadratnih metrov, gre za neto tlorisno površino objekta z 2 učilnicama in pa povezovalnim hodnikom. Do 19. januarja naj bi bila zaključena prva faza, torej naj bi bili točkovni temelji tako trdni in pripravljeni, da lahko na gradbišče pride naslednji izvajalec in postavi modularni prizidek do predvidoma 5. marca, če bo vreme dopuščalo. Prizidek bo stal na jugovzhodni strani kompleksa šole, kjer so bili dvorišče s travo in igrala za otroke, ki so jih tekom gradnje delno prestavili. Gradbena in obrtniška dela so ocenjena na dobrih 86.000 evrov, izvedba modularnega prizidka pa na dobrih 310.000 evrov. Skratka, celotna naložba bo presegla 400.000 evrov. Če seštejemo že samo ta dva zneska, vidimo, da smo nekje na cirka 400.000 evrih. Dodati moramo še pač stroške projektiranja, stroške strokovnega nadzora in pa varnostnega inženiringa. Gre zgolj za začasno reševanje prostorske stiske v osnovni šoli Preska. Naša želja seveda je, da ta rešitev ne bi bila trajna. Mi delamo v smeri, da seveda se zagotovi sredstva za izgradnjo nove šole v Preski. Tako da ne, ta rešitev ne sme biti trajna. Z dozidavo 2 matičnih učilnic za prvo triado in prostorom pred učilnicami za garderobe se bodo izboljšali prostorski pogoji tudi za izvajanje pouka v obstoječih prostorih, saj bodo ti manj zasedeni. Ja, ta prizidek nam bo nekako pomagal, da bomo prebrodili te mestne težave do izgradnje nove šole, da lahko pouk nemoteno bo potekal v skupinah, v oddelkih, tako kot gre po urniku. Malo nam gre na roko sicer, kar je smešno rečeno, ta covid, da nimamo trenutno zasedene šole, da lahko v miru gradijo. Od vseh trenutnih uvedenih ukrepov zaradi epidemije je bilo oziroma bo v šoli najtežje vzdrževati prav socialno distanco, saj gre za otroke od 6. do 15. leta starosti in to v šoli z zastarelo arhitekturo, z ozkimi hodniki in učilnicami iz 30. in 60. let prejšnjega stoletja. Če bi trenutno pouk potekal v šoli in ne doma, nekako bi zapolnili vse majhne učilnice, manjkajo pa nam seveda malo večje učilnice, ki jih trenutno nimamo na voljo, kajti imamo tukaj na tej strani tudi učilnice, ki so nekako primerne za 15 učencev, trenutno jih pa noter tudi po 25. Bi pa v tem primeru vsaj lahko izvajali pouk v učilnicah in ne tudi v računalnici in knjižnici in še po mogoče nekaterih drugih manjših prostorih. Ker gre torej zgolj za začasno rešitev, dokler ne zraste nova šola na robu Bonovca, je modularna rešitev prava rešitev. Zmišljanja so šla v to smer, da se gradi modularni prizidek z razloga, da lahko ta modul prestavimo na
drugo lokacijo, da se modul uporabi lahko tudi v druge namene, ne samo v te namene. Tako da dejansko gre za eno enostavno rešitev, ki pa nam mogoče v prihodnosti pride še zelo prav. V občinskem proračunu je bilo za to investicijo sprva pripravljenih $500 000, saj so sprva načrtovali gradnjo 4 modularnih enot, vendar je šola sprejela stališče, naj se zgradita le 2. Preostanek denarja pa naj se uporabi za pripravo dokumentacije za gradnjo nove šole na Bonovcu. Ve se, da bo zgolj za njeno projektiranje potrebno v prihodnjih 2 letih rezervirati €1 milijon. Ocena pa je, da bo stala najmanj €15 milijonov, zato brez državne pomoči ne bo šlo. Ne moramo biti pa toliko gorenci, da računamo na državna sredstva, brez da bi kupili loto listek. Se pravi, loto listek, če malo karikiram, pri nas je pa gradbeno dovoljenje. Šele z pridobljenim gradbenim dovoljenjem realno lahko pričakujemo, da ko bodo razpisi na državni ravni objavljeni, lahko skočimo zraven in verjamem, da s tem, ko ves čas predstavljamo tudi odločevalcem na ministrski ravni, da je osnovna šola Preska res problem, da bomo uspešno kandidirali za nepovratna sredstva. Letošnji razpis, ki je obetal tovrstno financiranje, je sicer vzela korona. Po 14 dnevih je bil namreč preklican, sredstva pa vrnjena v državni proračun.